Dobrodošli ponovno v Besedi v družbi, kjer Matjaž Črnivec in Benjamin Siter premišljujeva ob svetopisemskih odlomkih, vzetih iz seznama mojih 30 dni s Svetim pismom, v okviru kampanje Berem besedo. In danes beremo odlomek številka 19, vzeti iz Janezovega evangelija, 20. in 21. poglavje. To je v bistvu tista bistvena srčika krščanstva, govorimo namreč o vstajenju, kot ga pove in prikaže Janez. Torej, najprej poročilo o vstajenju, o tem, kako se Jezus prikaže Mariji Magdaleni, učencem Tomažu, in potem v 21. poglavju tisto, ko se na bregu Tiberijskega jezera Jezus prikaže nekaterim učencem, in kjer skupaj jejo ribo in kjer Jezus Petru reče: pasi moje ovce in jagnjeta in tako naprej. Ga trikrat vpraša, ali me ljubiš. Pa dajva začeti z začetkom, tlele 20. poglavja, kjer govori o tem, da je prvi dan tedna Marija Magdalena na vse zgodaj še v temi prišla v grobu, in je videla, da je kamen odstranjen. Tle se v bistvu začne krščanstvo. Krščanstvo se verjetno začne tle bolj kot pa pri samem začetku Jezusovega javnega oznanjevanja. Ja, brez dvoma. Tukaj vidimo v bistvu najzgodnejše poročilo, saj tako večina raziskovalcev prav o tem dogodku najdemo v prvem pismu Korinčanom, v 15. poglavju, kjer apostol Pavel piše. In tam tisti vemo datira, to je tam nekaj leta 56 bilo, pa smo nekje 25 let po dogodku. Pavel sam seveda ni očividec, ampak prav, da sam ve za par 100 očividcev še živečih, se pravi, jih lahko tako rekoč za rokav pocuka. Ljudi, ki so to osebno izkusili, in on jih seveda pozna, potem omenja 12 apostolov, pa širšo skupino učencev in tako naprej. In tam tudi Pavel tako zelo jasno pove. Če to ni res, to je vse skupaj čist brez veze. Kompletno vse, kar kristjani delamo, nima nobenega smisla. Če pa to je res, potem pa vse skupaj stoji. In dejansko je to je ta prva točka, po mojem, kateri moramo zmeri mi sami se vračati in tudi seveda druge, ki jim želimo povedati, kaj mi sploh verujemo, kaj smo, zakaj se nam gre. Jih moramo sem pelati. Zakaj? Ker tudi prvi kristjani so tako doživeli stvar. Ko so izkusili to konkretno telesno vstajenje Jezusa, se pravi, ko so se srečali z njim konkretno po smrti, to je vse spremenilo. To je spremenilo kompletno vse, kako so oni na Jezusa gledali. Prvič, tako je to spremenilo njegovo smrt. Njegova smrt ni bila tragedija, ampak je bila to, kar je on že nakazoval prej. Je bil to en čuden dogodek, ki na Božji čuden, ampak zelo realen način reši svet in prinese ozdravljenje polomljenemu stvarstvu, polomljenemu človeku, polomljeni družbi. Se pravi, to, da je Jezus vstal od mrtvih, se je pokazalo, da je imel prav. Vse to, kar je prej govoril, ni bilo bla, bla, bla. Pa tudi to, kar je o sebi govoril. Tako je, večkrat slišimo Jude, ki ga hočejo kamenjati, zaradi tega, ker pravijo ti, ki si človek, se delaš Boga, se delaš enakega z Bogom. In zdaj, tudi v apostoli njihovo obnašanje se čisto spremeni po tem dogodku. To recimo, mislim, da na začetku pisma Rimljanom se vidi, kako so prve generacije kristjanov dojemali vstajenje od mrtvih. Dojemali so kot Božji štempelj, kot Božji pečat na Jezusu. Ker kaj, Jezus je govoril o Božjem kraljestvu in seveda tudi je jasno deloval kot Mesija. In vsi so ga zavrgli, judovski voditelji so ga zavrgli, pa tudi učenci sami po smrti vidimo, da jih je zmlel. In so mislili, mi smo pa mislili, da je Mesija. Ni, Bog pa pride pa udar štempelj, tole je Mesija. In zato se odtle nazaj potem začnemo razumevati križ in odtle nazaj začnemo razumevati Jezusovo delovanje tudi prej. Njegove ozdravljenja, njegove govore, vse te in njegove prilike v Božjem kraljestvu, tle se vse skupaj odklepa. Iz tega dejstva, da je grob prazen in da on dejansko zares vstal. Se pravi, krščanstvo je ali pa ni res točno na tej točki. C.S. Lewis je en tak zanimiv citat rekel. Krščanstvo je neka trditev, ki je, če je resnična, popolnoma neskončnega pomena. Če pa ni resnična, je pa brez pomena, ne more biti nekaj vmes. In če je resnična ali ni resnična, se tlele
v bistvu kaže. To je kritična točka. To je kritična točka. Tako da, pejva zdaj mogoče mečkeno teksta, ne? Ker zanimiv, ta tekst mi je zelo zanimiv, no? Ker prvič, ne, ženska priča ustajenja, ne? To v tistih časih je strašno nenavadno. Ne samo, da je nenavadno, noben si tega ne bi izmislil. Ker je jasno, v tisti družbi, ki je bila pač, danes bi rekel, pač mačistična ali pa patriarhalna, pač pričevanje ženske na sodišču ni imelo nobene teže. Ampak to, da evangelisti vsi govorijo o tem, je zelo jasno, da so zelo dobro vedeli, o čem govorijo. In da jim je šlo za to, da dejansko povejo stvari tako, kot so se zgodile. Ampak kaj pa to, kar se vemo, recimo v različnih evangelijih se razlikuje število žena, ki so bile pri grobu in tako. Podrobnosti se razlikujejo, tudi sosledje dogodkov se ne da. No, to tudi, recimo, glih sodobni razni raziskovalci zelo lepo povejo, da pri dogodkih, ki so nenavadni, se pravi, ki niso tisto, kar se vsak dan dogaja, ampak ker se nekaj posebnega zgodi, če potem zbereš ljudi, ki so bili tam in jih prosiš, da vsak pove malo o zadevi, se bodo pripovedi razlikovale v podrobnostih. Ampak ravno to kaže, da se je zgodilo nekaj neverjetnega, da se je nekaj presenetljivega, nekaj izrednega zgodilo. Ker človeški, in zato seveda na vsakega se to vtisne malo drugače, in potem, ko govori, pač poveže stvari malo drugače. In to kaže ravno obratno, to kaže na to, da se je dejansko zgodilo nekaj kritičnega, nekaj kritično prelomnega. Ker zanimivo je tudi to, ko večkrat pravijo, pač veliko je teh domnev, ali od tega, da je Jezus, s pomočjo joge preživel v grobu, pa prišel ven, potem malo švohnen, pa je na nek čuden način prepričal učence, ali pa druga varianta, da so učenci Jezusa odpeljali in tako naprej. Mislim, v vsakem od teh primerov bi se bili ti tipi morali to narativo celotno zmisliti. No, pa ne samo to, še tudi vse ostalo, kar sledi. Tle gre za eno stvar, če bi njim šlo za to, da nekako hranijo dober spomin na učitla, ki so ga imeli radi. So imeli oni v svojem judovskem okolju, so imeli kompletno druge pripovedi na voljo, ki je bilo govorilo o tem. Sej že vidimo, lahko bi rekli, njegov angel se je pokazal, da kaj ta zgled. Kot so mislili tam, kaj je Peter prišel v apostolskih delih na vrata trkati, so da ne angel je. Te ljudje so imeli predstaviti, te ljudje so znali ločati, a en človek vstal od mrtvih, ali je en milijon dubo en privid. V tem svetu je bilo to normalno in te ljudje... Tudi tle vidimo, da so skeptični, Mislim, ona dva letita laufata, Petra je prehitil, se pravi, je močno tekel gledati, kaj se dogaja, Tomaž ne verjamem in tako naprej, No in tudi ona, da se tle prav, tudi nista razumela, nista razumela pisma, prav, da se mora to zgoditi, Tle je dobro, da gremo na judovska pričakovanja, ker to je tle osnova, Vemo, da recimo v širšem antičnem svetu teh idej ni bilo, da bi nekdo telesno vstal po smrti. Verjeli so v duhovni svet in to so izkušali, to je bilo normalno, zelo so duhovi, to se je dogajalo, imaš videnja, imaš izkustva, tako in drugače duhovno, ampak to, da bi nekdo v telesu vstal od mrtvih, to širši ta, recimo, poganski, grški svet ni imel. Judovski svet pa je to imel. Ustajenje so poznali. Tako, mislim, če ne drugega, imamo zelo jasno v Danielovi knjigi, ki je bila zelo popularna v Novi zavezi, kjer imamo tisti slavni izraz sin človekov, skrivnosten, ki je Jezus dosti uporabljal očitno. Tukaj imamo zelo jasno ustajenje od mrtvih, ampak to je bilo ustajenje vseh pravičnih ob koncu časa. Se pravi, ustajenje od mrtvih pomeni nastop Božje dobe, pomeni dejansko tisti nastop Božjega kraljestva v polnem smislu za vse. Zdaj pa zanimivo, prva generacija kristijanov pa trmasto ustraja, da to, kar se je zgodilo tlele pri Jezusu, je ustajenje od mrtvih, ampak drugače, kot so to Judje predvidevali. Tukaj se vidi, da oni si tega niso mogli, niso enostavno izhajali iz nekih svojih predstav, ampak se je zgodilo nekaj, ker je njihove predstave prekonfigurirali. Se pravi, je to v osnovi judovsko pričakovanje, ampak ta konkreten dogodek ga je obrnil drugače, kot je bilo recimo v Stari zavezi nekako predvideno. Ker se v bistvu to eno ustajenje tukaj v Novi zavezi ratata dve. Jezus prvi
Kot začetek novega stvarstva, Božjega kraljestva, ki je že tukaj, na koncu časov pa vsi mi ostali, ki verujemo z njim. To potem Pavel pove. Se pravi, ta en dogodek, ki je v Stari zavezi napovedan, se razcepi v dva. In bistveno pa to, vsi novozavezni spisi tako govorijo o vstajenju. In to je en močen zgodovinski argument pravzaprav. Ne, da se je tukaj dejansko zgodilo nekaj takega, zato ker to ni nekaj, kar bi si lahko nekdo kar zmislil. Ne, in to ni nekaj, kar bi kar samo po sebi izhajali iz predpostav, ki so jih te ljudje imeli. Ne. In da so pa prav vse to so pa potrjevali z veliko vztrajnostjo. Do konca in do smrti, seveda. To je zanimivo, ne? Mislim, ker ne vem, kje bi bil še primer v zgodovini, da bi neka cela ogromna skupina ljudi, recimo teh 11 apostolov plus ostali. Plus ostalih 70 ali pa 120, ki jih imamo na Binkošti. Ja, recimo, ne, vsa ta skupina ustrajala na eni trditvi in ta trditev potem samo odmeva se širi in spremeni svet v tem smislu, ne, na nek nenasilen način. Ne, te pa še malo povedati prav o telesnem vstajenju od mrtvih. Mislim, da moramo omeniti, ker to tudi za današnji čas je ta stvar mogoče malo škandalozna. Ampak zakaj gre tukaj? Ne? Oni so, tako kot že ta tekst pove, ne? Tukaj gre za izpolnitev Svetega pisma. In to ne parih citatov, ampak celote. Celote tega, kar Stara zaveza pripravlja. Kako? Bog ustvari svet, ustvari fizičen svet, greh udre v to not, naredi uničenje, ga pokvar, ga z boleznijo in smrtjo in z vsemi temi stvarmi. Bog kot stvarnik in kot rešitelj vstopa v ta svet in na ključnem momentu ga dejansko ustvari ali pa preustvari na novo in ga ozdravi tega. In seveda ga mora ozdraviti tudi telesno, tudi fizično. Zato je bistveno, da je grob prazen tukaj. Zato tukaj to ni en stranski detajl, ampak en od glavnih in tudi še en od glavnih tudi zgodovinskih pokazateljev. Tukaj imamo videnje, ampak imamo tudi prazen grob. To je bistveno. To je bistveno, imamo recimo detajl, ko jejo ribo skupaj, ne? V tem smislu. Ki je spet ta konkreten, fizičen, bi rekel, materialen. Se pravi, gre za dejansko udor novega stvarstva že tukaj. In ta udor se zgodi seveda na Jezusu, najprej. Ne? In tukaj je novo stvarstvo že realizirano do konca. On je vstal od mrtvih in vemo, smrt nima več oblasti nad njim. In zato je to ključno mesto. Tukaj je Bog ključno deloval v sredi zgodovine in na tej konkretni materiji. On je preustvaril, ozdravil, obnovil to konkretno osnovnost našo. In to je tukaj enkratnost krščanstva, prav v tej točki, da Bog nastopa ne samo kot nek duhovna sila, ampak dejansko, da pride in obnovi človeka. In zato seveda ni naključno, da potem Jezus dihne v učence. Ta dih moramo brati direktno v usporednici z Genezo, ker Bog dihne v Adama in postane Adam živo bitje. Tukaj imamo novega človeka, tudi ravno v horizontu tega. Super. Ja, zdaj nimava več kaj dosti časa. Jaz bi mečkaj tako sem za izziv rekel, ne, za zaključek. Kristjani torej z neko tudi intelektualno gotovostjo in zgodovinsko verodostojnostjo lahko trdimo, da je vstajenje res. Moramo. In če ni res, pade vse. Tako da tudi dejansko vsega kristjana pozivava k tej aktivni, dejavni veri v vstajenje in tudi k raziskovanju tega. Mislim, stvari se da razvideti in videti, da so verodostojne. No, pa lahko s tem zaključimo, z dvema stvarima. Jezus, ko dihne v njih, ne samo da dihne, ne samo da jih na novo stvar, da jim poslanstvo. In tukaj se moramo pa res kristjani zamisliti na temi besedami. Jezus tle prav, kakor je Oče mene poslal, sem jaz vas poslal, jaz vas pošiljam. In ta beseda pa je velika in ta je strašna, če hočemo. Ker Jezus nam da vzorc našega poslanstva, našega misijona v svetu, nam da. In to je kar on sam. Tako, kot je bil on poslan, to vse vi delajte. In to pa je zdaj izziv za vse nas in spodbuda za vse nas, da dejansko na isti način Bog želi delovati skozi vse nas kristjane, ki smo zbrani okrog Jezusa. No in tudi
konkreten pripomoček je pa tukaj tudi seveda pismo. Na koncu 20. poglavja je ta vrstica, ki je dobra vedeti, sploh če razmišljamo o Svetem pismu, prav, da te stvari so zapisane, da bi mi lahko zaupali Bogu in da bi na ta način bili deležni življenja. Tukaj vidimo, da Bog ima prav namen s samim zapisom. Tukaj govori prav o zapisu zadev. Zapis teh stvari je tak, človeka omogoča k zaupanju in vera seveda pa ga odpre za pogajanje, za to Božje življenje in za to poslanstvo, za tega Božjega duha. Prav, to je naš klic, da vztrajamo, da se bližamo besedi in da se pustimo Jezusu nagovoriti in navdihan za to službo. Super. Hvala.